Dober dan, pozdravljeni in dobrodošli na Maxi klubu Slovenske tiskovne agencije na temo športna diagnostika in meritve. Naj uvodoma povem, da dogodek prenašamo, posnetek bo dostopen na YouTube kanalu, predvajamo pa tudi v živo preko Facebooka. Uvodoma, da predstavimo omizje, na levi strani je Blaž Perko, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije, potem Janez Vodičar, predstojnik Inštituta za šport na Fakulteti za šport, na sredini Petra Zupet, predstojnica Inštituta za medicino in šport, Mitja Bračič, vodja športne klinike Global Sports Clinic in Boro Štrumbelj, direktor direktorata za šport. Preden besedo predamo gostom, bi rad povedal še, da smo na Slovenski tiskovni agenciji posneli nekaj filmčkov oziroma videomateriala. Ne bomo danes predvajali vseh, da ne bomo predolgi, zato smo pripravili samo nekaj krajših izsekov, v katerih smo skušali prikazati, kaj sploh so športne meritve in diagnostika, in predlagam, da si za začetek pogledamo. Filmčki so dostopni na YouTube kanalu Slovenske tiskovne agencije in na Facebooku. Vabljeni ste, da si jih ogledate. Za uvod pa bi prosil gospoda Vodičarja, gospod Zupet in gospoda Bračiča, da mogoče malo dodatno osvetlite, kaj sploh so športne meritve, športna diagnostika, s čim se vi ukvarjate, kakšen je namen vsega skupaj, pa morda gospod Zupet, če začnete. Hvala za vabilo, hvala za besedo. Športne meritve in diagnostika so v prvi vrsti namenjene pomoči na treningu športnikov. Zdaj delamo jih različni strokovnjaki, odvisno od področja. Športniku v bistvu pomagamo in tudi delujemo preventivno v smislu, če govorim, zdaj bom bolj kot zdravnik, glede na to, da zraven mene sedita dva kineziologa, govorila. Zdravniškega stališča predvsem preprečujemo določene športne poškodbe ali stanja, ki lahko bodisi ogrožajo športnika, bodisi omejujejo njegovo zmogljivost. Zdaj recimo konkretno, če naštejem sindrom pretreniranosti, kronične utrujenosti, pomanjkanja različna zaradi nepravilnega načina treninga oziroma nepravilnega siceršnjega ravnanja. Potem pa bi pa mogoče res predala besedo še kineziologoma, da v samih meritvah kot pomoči športu ona dva povesta. Prav, najprej lep pozdrav z moje strani. Uvodoma moram opravičiti dekana, ki je želel prisostvovati, vendar ima neke druge neodložljive obveznosti. Ja, kaj naj rečem, okoli meritev moram reči naslednje. Fakulteta za šport se že 30 let ukvarja z meritvami v športu. In moram reči, da je to edina ustanova, ki je bila tudi ustanovljena zaradi tega, Inštitut za šport. Moram reči, da je tukaj prisoten tudi naš kolega, doktor Milič, ki je od samega začetka že zraven sodeloval in je preko njega, preko ustanovitve tega fiziološkega laboratorija je sploh prišlo potem do nadaljnjega razvoja, s tem, da
seveda so bili tudi ostali kolegi z fakultete za šport, torej se pravi profesori, neposredno vključeni v ta sam razvoj. Ko govorimo o meritvah, moramo se najprej zavedati, da je to en zapleten in zahteven proces, ki zahteva, bom rekel, zelo visoka poznavanja metod, tehnike, tehnologij, na koncu tudi sredstev. Vkolikor želimo prepoznati neko določeno sposobnost športnika, to sposobnost seveda še nadgraditi in seveda dokazati, da je želja vsakega posameznika, ki želi napredovati, tudi uresničljiva. Premalokrat pa se zavedamo tega, da je človek kot nek bios sam obremenjen, ga lahko obremenimo do nekega limita in to so tiste njegove individualne sposobnosti, ko ugotavljamo, skratka, ali lahko doseže nek vrhunski rezultat ali ne. Kot veste, na fakulteti imamo 9 laboratorijev. Ti laboratoriji so najrazličnejši, od kineziološkega, biomehanike, fiziološkega, psihološkega, gibalnega laboratorija. Skratka, imamo izjemno veliko možnosti, kapacitet, predvsem pa je naša prednost, če tako gledamo, to, da smo neposredno povezani z pedagoškim delom, kjer se znanje prenaša na naše študente in lahko izvajajo tudi prakso v teh naših laboratorijih. Poleg tega velja omeniti, da imamo za to potrebne najbrž da visoko strokovne kadre, ki se ukvarjajo z meritvami, imajo za to, bom rekel, ne samo neka znanja, usposobljenost, vendar se ukvarjajo z razvojem meritev, poleg tega pa tudi seveda delujejo na znanstveno-raziskovalnem področju, kar se seveda zelo, zelo dopolnjuje. Jaz bi tle uvodoma moral izpostaviti, čeprav sem nekoliko daljši, da v Sloveniji, rekel, nismo še dojeli tistega, kar smo se naučili v tujini. Primeri iz tujine kažejo, da so ti veliki inštituti, ki skrbijo in delujejo na področju športa in razvoja športne dejavnosti, pripojeni ustanovam, kot so pedagoške, športne ali, bom rekel, deloma tudi športno-zdravstvene. Večkrat dam za primer Švedsko. Pred kratkim smo imeli na obisku profesorja Hollenberga, ki je direktor Inštituta za razvoj in raziskave na Olimpijskem komiteju Švedske. Poleg tega pa je tudi direktor inštituta v Östersundu in se ukvarjajo, bom rekel, pretežno z raziskovalno dejavnostjo in pa spremljanjem napredka vrhunskega športa. Uvodoma sem že povedal, da je izjemno pomembno, da pridemo do neke baze znanj, do neke baze podatkov. In moram reči, da ta zgodovina, ki jo ima fakulteta za šport, je dolga in bazira tudi na tej, bom rekel, tako imenovani empiriki. Zahvaljujoč, bom rekel, vsem našim profesorjem, sodelavcem, ti dokumenti tudi obstajajo, zato imajo tudi potrebne podatke za relevantne, bom rekel, ali pa tiste realne interpretacije ali pa svetovanja. To je, bom rekel, izjemno pomembno. Drug pomemben, to se z mojega vidika seveda vidi, je tudi pomemben člen, je tudi to, da spremljamo moderno tehnologijo, da vlagamo v moderno tehnologijo in da tudi sami razvijamo, rekel, neke ne samo postopke, ampak nove tehnologije. Iz tega ven, ko govorimo že o novi tehnologiji, moramo reči, da se temu prilagajajo tudi novi protokoli. Naše neposredno sodelovanje s trenerji, s kondicijskimi trenerji, z vsemi, ki se ukvarjajo v teh strokovnih timih, je prav gotovo tista velika prednost, saj jim lahko ponudimo, rekel, neko večjo širino na tem področju. Jaz bi morda opozoril samo še na eno zadevo, da je Olimpijski komite tukaj že pred leti, lahko rečem, da sva s kolegom Blažem pred 10 leti že pisala in ustvarjala neke nove ideje in pričakujem seveda v toku razprave, da se bo, ko se bo razprava razvila, da bomo tudi skupaj lahko nekaj načrtovali.
No, na koncu naj pa še tako kot vedno malo kritično, pa ne samo kritično povem, da sem pričakoval morda nekoliko več predstavnikov tukaj športnih zvez, ki bi jih morda to lahko zanimalo, pa vidim, da jih imamo samo 3-4. Hvala lepa. Hvala za enkrat, gospod Bračič, kaj bi vi dodali, kako se vi lotevate vsega skupaj? Lep pozdrav še z moje strani. No, jaz tudi izhajam v bistvu iz znanstvenega raziskovalnega dela s fakultete za šport, kjer sem tudi doktoriral, ampak sem potem v bistvu bolj zašel v gospodarstvo. Jaz gledam na te stvari malo drugače, no. Meni recimo vrhunski šport je en del meritev raziskovalnega dela, kjer iščemo res milimetre, stotinke, tisočinke. Drugi del je pa v bistvu, bom rekel, meritve, ki se uporabljajo v sklopu varovanja zdravja. To pomeni, da so namenjene splošni populaciji. Te meritve, bom rekel, so po eni strani modificirane iz vrhunskega športa, kar tudi ostale inštitucije počnejo, ampak testi so, bom rekel, malo bolj enostavni, bolj se gleda v bistvu v sklopu zdravja. Predvsem smo se pa mi usmerili v to, da poskušamo vse te analize, številke, rezultate čim bolj enostavno in posplošeno razložiti tistim uporabnikom, ki pač pride na športne meritve. Se pravi, pomembna je dobra informacija, kako izboljšati določeno stanje, ne vem, ali je to na področju vzdržljivosti, moči, gibljivosti, ali je to splošna telesna priprava, hujšanje, ali pa čisto ukvarjanje vsakodnevno z športom ali mogoče s kakim fizičnim delom. Mi imamo v bistvu tudi neko svojo raziskovalno dejavnost, ki je malo bolj kompleksna. Ne gremo, bom rekel, strogo v šport, ampak v bistvu trenutno delujemo bolj na področju zdravljenja poškodb. Sodelujemo večinoma z tujimi inštitucijami in podjetji, ki proizvajajo medicinsko opremo. Kar zadeva pa v bistvu delovanje v našem centru je pa tako, da se meritve in diagnostiko uporablja vsakodnevno v našem delu, ker praktično vsak, ki vstopi pri nas, ne vem, v proces ali zdravljenja poškodbe, ali treninga, ali programa hujšanja, pa če prva vstopnica je splošna diagnostika, ki jo mora vsak opraviti, saj na podlagi tovrstnih podatkov tudi načrtujemo sam proces zdravljenja ali pa treninga. Pri nas je tudi učni center za več fakultet, od zdravstvene fakultete, fakultete za šport, fakulteta na Primorskem. Imamo tudi nekaj tujih študentov iz tujine. Večinoma so to študenti kinezioterapije ali kineziologije, nekaj tudi fizioterapevtov, ki poskušajo praktično videti, kako lahko celostno pristopamo pri določenih problemih, kot je trening, zdravljenje poškodb ali vsakodnevna vadba za zdravje. Saj je zelo pomembno, da strokovnjaki različnih strok znajo med sabo komunicirati in da tudi to komuniciranje, te informacije znajo prinesti tudi potem na stranko oziroma na rekreativca, ki pač uporablja tovrsten sistem. Hvala. Gospa Zupet, če se malo vrnemo na to vašo zdravstveni del, bili ste vodja oskrbe na Ljubljanskem maratonu, kjer je recimo prišlo do 2 zastojev srca. Kakšen je vaš pogled na to? Bi moralo biti v v športu nasplošno, tako v vrhunskem kot tudi rekreativnem, več teh preventivnih pregledov bi se dalo s temi pregledi, meritvami in podobnim preprečiti recimo 2 zastoja srca, ki sta se zgodila? Ja, zdaj, večkrat, če se sam tudi jaz vrnem nazaj, ko v bistvu nisem povedala niti ne od kje prihajam oziroma s čim se v naši inštituciji ukvarjamo. Postavili smo z nekim videnjem celostne podpore športniku. Sicer smo začeli z vrhunskimi športniki to zelo hitro nadgradili s tem, da se ogromno časa posvečamo mladim športnikom, ker na tem mestu verjamemo, da je v bistvu pomoč mladim športnikom v pravilnem razvoju v bistvu edino, kar lahko v prihodnosti potem šteje. Da razvijamo zdravega športnika in športnika, ki bo v bistvu pravilno motorično usmerjen, ker se nam dogajajo recimo stvari, ko govorimo o tekmovalcih. Pri 15 letih bom čisto karikirala, kar večkrat poudarjam, ker mi je to zelo, zelo zastrašujoče, da dobimo recimo na pregled fanta, ki trenira dnevno
uro pa pol do 3 ure, zraven pa ni sposoben narediti enostavnega počepa. Vemo, kaj enostaven počep, kjer je motorične sposobnosti nam pokaže, to je test, ki si jaz včasih recimo 10 let nazaj niti osnovno nisem znala predstavljati, da smo v bistvu lahko tako trenirani, govorimo recimo, ne vem, o nogometašu v prvi ligi, hkrati pa v bistvu nimamo osnovnega motoričnega razvoja. No, in temu smo ogromno časa posvetili. Tretji segment oziroma posvečamo, tretji segment so pa rekreativni športniki, ki je bilo pa zdaj konkretno vprašanje. Z njimi delamo tudi vedno več, a ne? In zdaj, če odgovorim, je v bistvu govorimo pa že o preventivnem segmentu prav iz zdravstvenega stališča, se pravi ne kot podpora samemu treningu, čeprav je to včasih ali pa večinokrat zelo težko ločati, a ne, ko delamo eno, tudi kot jaz kot zdravnik, recimo, če delamo obremenitveni test, ga skoraj nikoli ne delam samo zato, da vidim, kakšno je stanje srčno-žilnega sistema, ampak tudi kot podpora treningu, zaradi tega, ker v bistvu, če tega ne storim, in športniku, ne glede na to, na o katerem športniku govorimo, v bistvu mu škodujem, ker če on napačno trenira, bo pa prišel kot pacient spet k meni, ne, tako da tle se zelo pokrivamo. In kar se je zgodilo na našem maratonu Ljubljanskem in ko sta imela oba gospoda zelo veliko srečo, jaz mislim, da ste vsi obveščeni, kaj se je zgodilo zdajle na 21. na Palmanovi, ko je umrl 43-letnik, ne, gospod iz Gorice, Slovenc, iz istega vzroka. Pač naša dva sta imela srečo, malo hipotetiziramo, da zato, ker se jim je to zgodilo na 1. in 5. kilometru in je bilo to srce oziroma obe srci še relativno spočiti, gospodu Palmanovi se je pa to na 20. kilometru zgodilo in pač ni bil izid tak, ali je bila pa boljša oskrba, ali je bilo pa samo stanje tako, da je bilo rešljivo. To se da preprečiti v zelo veliki meri. V medicini nikoli ne govorimo o 100%, a ne, kadar zdravnik nekaj napoveduje, nekaj ocenjuje, ne sme in ni pošteno, da govori o 100%. Lahko pa odloča se pa glede na to, kaj je bolj verjetno in kaj je manj tvegano za posameznega športnika ali za pacienta. V našem primeru, če bi gospod opravil preventivni zdravstveni pregled, ki je narejen po smernicah, ki jih stroka zagovarja, se pravi glede na to, da je bil gospod star 43 let, da je v obdobju, ko vsi vemo, da je to največje tveganje za moške, za zastoj srca in da je, če govorimo o športu, zastoj srca lahko prvi znak skritega srčno-žilnega obolenja, a ne, polovica primerov je samo srčni zastoj, ni tipične bolečine v prsih, ni slabosti, ni izgube zavesti, ampak samo pride do zastoja. Naredimo pregled, a ne, se pravi natančno, zdravnik natančno na pregledu prepraša pacienta, vključujoč, a je imel kakšne težave ali ne, zelo pomembno, kar je, kakšno imamo družinsko obremenjenost, se pravi, čim imamo nekoga v družini z srčno-žilnim obolenjem, imamo mi posledično povečano tveganje. Tretja stvar je enostavna, EKG preiskava v mirovanju in v primeru gospoda, ki je bil recimo 43 let star in v primeru naših dveh iz Ljubljanskega maratona obremenitveno testiranje. S temi preiskavami bi zelo veliko verjetnostno izključili to oziroma preprečili to, kar se je zgodilo. Še enkrat pa poudarjam, ni pa 100% v medicini nikoli. Hvala. Gospod Bračič, gospod Vodičar, morda kakšna replika na tej točki, kako se vi lotevate? Ja, jaz sem mislil, da sem prišel sem zaradi meritev v vrhunskem športu. Zdaj pa poslušamo o medicini, o sekundarnem, o tercialnem delu medicine in tako naprej. Dajmo se pogovarjati o meritvah v športu. Dobro, v redu, potem pa gremo kar na naslednje vprašanje. In najpomembnejši del meritev oziroma diagnostika, morda sem samo jaz tako razumel, je v bistvu interpretacija podatkov, vpeljava teh v trenažni proces. Kaj pravzaprav ti podatki povedo? Lahko s temi podatki, ki jih dobivate skupaj s kolegi, najdete novega, ne vem, Petra Prevca, Primoža Rogliča, Iztoka Čopa in druge ase? Ja, če mene vprašate, seveda jih lahko najdemo, zato pa izvajamo meritve, zato imamo najrazličnejše baterije meritev. Iz teh baterij meritev sestavimo v en ekspertni model, ki je poznan za fakulteto, ali pa samo iz posamičnih delov ugotavljamo njihove biomehanske, potem biogibalne lastnosti in tako naprej, ki so specifične za vsak šport.
in seveda lahko predvidevamo, ne? To je predikcija, ne moramo pa ugotoviti, kajti vsak šport ima še specifiko in tako kot jaz vedno pravim, pa najbrž, da se bodo tudi kolegi z mano, poslušalci tle strinjali, na koncu je vse v glavi, ne? Jaz dam vedno najbolj drastičen primer, ne? Imel sem igralca košarke, ki je skočil do vrha table, vendar vedno mimo žoge. Se pravi, jaz sem ga zmeril, bil je odličen, vendar igrati pa ni mogel. Tako da je, tako kot sem že povedal, da so meritve izjemno zahtevna, kompleksna zadeva in je tukaj potrebno sodelovanje s trenerjem, strokovnim štabom, da lahko najdemo, bi rekel, tisto optimalno rešitev za podajanje mladih v vrhunski šport. Tako kot pravim, naša prednost je, in bom dal kar primer, ker so zdaj že vsi na nekih primerih, ne, jaz prisoten je tukaj doktor Avter, ki zdaj že zaporedoma 3 leta izvajamo meritve vrhunskih kolesarjev. Lahko rečem, da z predikcijo, pa naj me samo popravi, če se motim, vsaj 90% lahko že ugotovimo, kdo bo vrhunski kolesar ali kdo se ne more približati k temu vrhunskemu kolesarstvu. Tako da imamo teh, bom rekel, podatkov dovolj in želimo na tem nadgrajevati in pa delati. Po drugi strani moram pa reči, morda sem bil prej nekoliko nerazumljiv, ne, da ljudje, ne, ki se ukvarjajo z, ali pa bom rekel, naši strokovnjaki, ki se ukvarjajo s temi meritvami, se ukvarjajo z njimi že 30 let. In bom rekel, jaz sem vesel, ne, da tako Petra kot tudi Mitja, ne, sta končala našo fakulteto, sta si pridobila neka nova znanja in zdaj to razvijata, bom rekel, v svojih inštitutih naprej. Tako da jaz tle ne vidim nobene konkurence ali pa, da bi napačno razumel, vendar, kot sem že uvodoma povedal, moramo pa se dogovoriti, ne, kdaj gre za zdravstveni pregled, ne, ko dobi nek tekmovalec dovoljenje, da lahko nastopa skladno s pravili Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez, ali pa ko gre za vrhunsko, za ugotavljanje njegovega stanja, zato pa seveda potrebujemo nekaj dolgotrajnih meritev, ki jih primerjamo z samim tekmovalcem v njegovem razvoju, s tekmovalci okoli njega, se pravi iz skupine, tako da je to, bom rekel, tisto pravo izhodišče, za katerega jaz mislim, da kamor moramo stremeti. Koliko pa je sodelovanja, recimo, ko ste rekel, s trenerji, zvezami, tudi mogoče z OKS-om, bi si želeli tega sodelovanja in povezovanja več? Absolutno, jaz moram reči, da je sodelovanje v zadnjem času z Olimpijskim komitejem izjemno dobro, da skupaj načrtujemo in tudi pripravljamo. Moram reči, da je tudi Petra v tej skupini Olimpijskega strokovnega centra, ki naj bi bil neko izhodišče za stroko, vendar je z mojega vidika, zopet sem malo samokritičen, čeprav sem predsednik tega, pa moram biti samokritičen, ni dobro izbran, ne, ker smo not v tej skupini sami izvajalci, ne, in potem mislim, da se zavedate, ko govorimo o menedžmentu, o upravljanju in poslovanju, pridemo do drugih ključnih vprašanj, kot pa če bi bili samo strokovnjaki. Kar se pa tiče sodelovanja, bom rekel, z trenerji, z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, lahko rečem, da je sodelovanje dobro, vendar ni dovolj dobro, kajti mi pričakujemo, da bodo prihajali k nam, da bodo prihajali s pobudami, da bodo prihajali željami, katere bomo mi lahko nadgradili. Kajti naši strokovnjaki, ki se ukvarjajo s posamezno meritvijo, ali pa tudi, če gledamo na koncu z sklopom meritev, ko se poda neka končna ocena, morajo poznati šport nekoliko globje. Dam za primer psihologijo, ne. Psihologi so se zbrali, končali so psihologijo, pa vendarle niso poznali športa. In mi je bilo zelo všeč, ko so prišli do tega, da so psihologi naredili neko svoje združenje, ki se imenuje Združenje športnih psihologov, in najprej, kar smo naredili pri nas na fakulteti, je bilo to, da smo jih začeli poučevati, kaj kateri od športov potrebuje. Tako so lahko začeli sodelovati, recimo, z njimi, kajti niso vsi športi enaki, to je dejstvo.
Tako da mislim, da mi gremo v smer razvoja, želimo razvijati naprej, zato imamo vse resurse. Ta razvoj in ta razvojna znanja, ki jih pa imamo, pa seveda naši profesori prenašajo na študente, na tiste, ki bodo to izvajali po nacionalnih zvezah, po klubih in druge. Torej se pravi, pri nas je z tega vidika, rekel, dvojna korist. Človek dobi izobrazbo, se pravi, je usposobljen in lahko izvaja neke določene meritve. Največkrat pa moram reči, in to mi kolegi nenehno govorijo, ko opazujejo to, je pa dejstvo, da ugotavljajo, da so, ne vem, meritve ali pa izvajanje meritev, da ni dobro, da ni pravilno, da se interpretacije ne podajajo pravilno in tako naprej, vendar to gre potem že za nek drug sklop, do katerega mislim, da bomo še na koncu prišli. Hvala za enkrat. Gospod Bračič, kakšne so vaše izkušnje okrog sodelovanja z različnimi športniki, zvezami, klubi? Jaz v bistvu na tem področju delam nekje od leta 2004, še potem kot mladi raziskovalec že 2010 na Inštitutu za šport, kasneje pa tudi smo s kolegico Zupet delovala v sklopu Zavoda za varstvo pri delu, kjer je bil ustanovljen Center za medicino in šport. Potem smo šli v bistvu vsak svojo pot, kolegica ima svoj inštitut, mi smo ustanovili Global Sports Clinic, kjer v bistvu, bom rekel, zaposlujemo različne strokovnjake. Je pa tako, no, jaz ko gledam v gospodarstvo in ko iščem kader za zaposlitev, za delo na področju kinezioterapije, kineziologije, športnega treninga, moram reči, da je stanje slabo. Mi smo imeli audicijo, prišlo je 50 študentov, samo 2 sta v bistvu šla skozi nek osnovni test, osnovni demonstracijski trening, da smo jih v bistvu potem vzeli na preizkušnjo dobo 3 mesece. Je tako, ne, saj na fakulteti dobijo neka bazična osnovna znanja, daleč od tega, da bi znali kakšne meritve opraviti. Tako kot pravijo profesorji, oni niso sposobljeni za izvajanje meritev po 3 letih študija. Je pa tako, da imate pa tudi veliko dobrih talentov med temi študenti, ki se jih da pa dodatno izobraziti. To pa spet je proces, ki traja 2 do 3 leta, veliko dela, mi jih ne vzajemo za študentsko delo za uro, 2, ampak vsi morajo obvezno delati 8 ur. Če nimajo dela, študirajo. Ne, imamo svoj študijski center, imajo literaturo in morajo študirati. Zadeva, kot je rekel dr. Vodičar, je izjemno kompleksna, se zelo strinjam, ampak po eni strani govorimo o vrhunskem športu, to je v Sloveniji super pokrito, po drugi strani se pa vedno sprašujemo, zakaj mi tega znanja ne damo v splošni populaciji. Jaz sem nazadnje delal 1 mesec na Kitajskem, tam je vlada sprejela ukrep, da je potrebno vsa znanja iz športa prenesti v javno zdravstvo, v javno zdravje. Ljudje se morajo začeti ukvarjati z rekreacijo, ta rekreacija mora biti nadzorovana strani strokovnjakov, ki sedijo danes tukaj, ker vemo, da imamo na področju stroke izjemno velik problem. Pojavljajo so se določene licenčna izobraževanja, vikend izobraževanja, 20-25-urni tečaj in to so ljudje, ki delajo v športu. Z licenco lahko delajo, super in vse, ampak kolegica najbrž ima tudi izkušnje, da mi ogromno teh rekreativcev tudi zdravimo zaradi tega. Ker to znanje po določenih tečajih ni takšno znanje, kot je pridobljeno recimo na univerzitetnem programu v Sloveniji, plus tega, da so potrebne pa izkušnje, ampak ne izkušnje, da ljudje delajo sami, kar želijo, ampak jaz sem vedno mnenja, da je potrebno imeti dobrega mentorja, izkušenega strokovnjaka. Ali je to trener, ali je to kinezioterapevt, ali je to sodelovanje z zdravnikom, a ne? Ne pa tako, da mladi, kar prije z fakultete, zdaj smo mi samostojno usposobljeni, to ni res, ne, daleč od tega. Veliko ljudi tukaj noter je tudi vrhunskih trenerjev, strokovnjakov in vam lahko povejo, da rabimo, jaz sem bil tudi vrhunski športnik, pa sem prišel na fakulteto za šport, pa sem videl, da ne znam nič. Ne. Eno je študij, drugo je potem resno delo, sistematično na področju športne rekreacije, športa, kaj šele vrhunskega športa. Ne. In visokotehnološke meritve ni nujno, da so vedno potrebne, da mi nadzorujemo neko osnovno pripravljenost rekreativcev, o čemer danes tudi govorimo. Ne. Danes ne govorimo o visokih biomehanskih meritvah, fizioloških, to imamo mi v Sloveniji super pokrito že dolgo časa. Ne. Nas zanima, kaj lahko naredimo za splošno zdravje. Ne.
In zato smo praktično tudi določeni strokovnjaki odšli z inštitutov, akademsko znanje smo pridobili, v raziskovalnem delu smo delali dolga leta. Mi delamo izključno, bom rekel, raziskave, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem delu. Te informacije, ki jih lahko podamo splošno vsakemu, ki se želi športom ukvarjati. Vrhunski šport pa ima svoje zakonitosti, bolj kompleksne meritve, dalj časa trajajoče, ampak ljudje, ki hodijo v službo, za te stvari nimajo časa. Zato je treba biti zelo eksakten in jim treba dati dobre informacije. Hvala. Če na tej točki vključim gospoda Štrumbla, ste direktor direktorata za šport, športni delavec, predavatelj, gotovo ste zelo dobro seznanjeni s tem področjem. Kakšne so vaše izkušnje s to tematiko oziroma s področjem, o katerem govorimo, in kaj lahko recimo država pri tem pomaga oziroma naredi? Dober dan vsem. Dobro vprašanje. Najprej same meritve. Mnogokrat tudi sam sebi postavim vprašanje in tudi na podlagi izkušenj, recimo iz plavalnega sveta, kjer sem bil 25 let vodja panožnega tima, ali je možno doseči, če govorim najprej o vrhunskih rezultatih, brez meritev in svetovanj. Odgovor bi lahko bil da. Damir Dugonjić praktično, razen nekaj redkih izjem, ni bil spremljan prav zelo veliko strani panožnega, trener tega ni izrazil in vemo, da je bil v zadnjih letih najuspešnejši slovenski plavalec. Ampak, da je pa to izjema, ne pa pravilo, pa lahko povem po podatku, da pravzaprav vsi ostali reprezentanti, od Sare Isakovič do Anje Klina, Robert Žbogar, vsi so bili pa zelo testirani in zelo spremljani. Tako da neka mistifikacija, samo z meritvami se lahko doseže vrhunski dosežek, verjetno ni prava, je pa to prav gotovo neko pravilo, ki se po svetu vse bolj uveljavlja, tehnologije so zmeri kompleksnejše, zmeri boljše, zmeri se več v tej črni skrinjici človeka ve, o odzivih na vadbo, zmeri več je raziskav, hkrati pa pademo v to individualnost rezultatov, ko pravzaprav je predikcija rezultatov zelo vprašljiva na podlagi testiranj. Jaz vem, da Sari Isakovič sem tako rekoč do sekunde na 200 metrov lahko na podlagi obla praga določil rezultat, vsem ostalim pa ne. Se pravi, preprosto, tudi ko se gre v meritvah, se velikokrat učimo od samega športnika in zato je potrebno imeti določena znanja. Zdaj, naslednji sklop je usmerjanje. Zgodnje usmerjanje, zdaj smo spremenili v slovenskem športu, da so otroci z 12 letom pravzaprav športniki in da si želimo tudi na podlagi nekega strokovnega dogovora in konsenza, da v bistvu se zlasti v mlajših starostnih kategorijah veliko ukvarjajo z različnimi športi, da znajo narediti tudi preval, pa tudi počep, pa tudi to, saj niso samo naši športniki taki, bili so eni posnetki turških plavalcev, ki so bili reprezentanti, ki dobesedno tudi teč niso znali. Skratka, ja, želimo si prvič to raznovrstnost, nek kompleksen razvoj in potem iti v usmerjanje. Mi usmerjanje konkretno recimo v plavariji smo imeli in kaj smo recimo ugotovili? Nismo toliko ugotavljali in usmerjali v discipline, ampak smo ugotovili recimo sistemske napake na podlagi meritev, da v posameznih klubih niso delali na gibljivosti. In smo lahko preko nekih splošnih testov upozorili, dejte večji poudarek gibljivosti, ker je pomembna v plavanju. Pa smo ugotovili, da nekje je bila sistemska napaka, da je bila tehnika slaba. Pa smo nekje ugotovili, skratka, to so bile različne napake. In mi smo jim samo dali neke, bi rekel, priporočila, kaj spremeniti, da se do vrhunskih dosežkov pride. In mnogi od teh, ki smo jih spremljali, so tudi do vrhunskih dosežkov prišli. Vrhunski pristop je individualen, če bi gledali poraba kisika, ki se mnogokrat, zelo tako lepo je videti te maske pa vse, ampak bom spet povedal, Per Olaf Astrand, ki je začel to in je bil začetnik teh, je v zadnji knjigi, ki je napisal, pravzaprav zelo dvomil o tej merjenju porabe kisika v smislu vrhunskih dosežkov. In je to tudi zapisal v knjigi, čeprav je bilo to tudi njegovo življenjsko delo, ampak hkrati seveda
Mi vemo, da poraba kisika je zelo pomembna, tudi to, ko se odloča, katero disciplino, pa da se spreminja tokom kariere do določenega limita, pa so pa te spremembe zmeri manjše. Skratka, zelo kompleksno je, država skuša slediti, nažalost sredstev je zmeri manj, da bi v bistvu to tehnologijo lahko še nabavljali preko Fundacije za šport pa ministrstva. Mi se bomo potrudili ta sredstva še kaj povečati, kolikor bo pač dovoljeval položaj. Bi pa rekel malo iz zgodovine, da je najboljše sistem funkcioniral, dokler je znanost dopolnjevala stroko. In ko so se vsa sredstva združevala iz znanosti in športa, je sistem najboljše funkcioniral, ker se je sofinanciralo nabavo opreme. Zdaj, če bi recimo gledal moj šport, spet plavanje, podatek, da je leta 2009 Avstralska zveza dala v bazenu Canberri 8 milijonov avstralskih dolarjev v opremo v bazenu. Zato, da njihovi plavalci so jim pogledali, s kakšno luknjo skoči v vodo, kako gre skozi magnetno polje, 3D analiza, vse. Mi o tem lahko sanjamo. Pa hkrati reči, da so avstralski plavalci prav zelo dobri, glede na 700 tisoč plavalcev registriranih, glede na vse, kar vlagajo, bi pa tudi težko podvomili. Skratka, zelo kompleksna je tematika, mi moramo slediti trendom v svetu, država bo to v prihodnosti, koliko se bo le dalo, podpirala, mi moramo razvijati svoje znanje, mimogrede nekatere države ne smejo več objavljati rezultatov, ker če se to povežem, Avstralci, kot podpišejo pogodbo o financiranju, tudi znanstveniki podpišejo, da ne bojo objavili. Zato, ker smatrajo to za prednost te države in zato ta država, Avstralija, da sredstva, zato da imajo njihovi športniki prednost pred ostalimi športniki. Za medicinski del in je bilo vse povedano, jaz se popolnoma strinjam. Mislim, da to ni stvar vrhunskega športa, prav pa bi bilo, da bi bili tudi rekreativni športniki na nek način pregledani. Seveda je pa vprašanje z vidika države in majhnosti Slovenije, ali pravzaprav lahko to izvedemo, ali lahko testiramo 20 tisoč maratoncev pred maratonom. To naj zdravstvena stroka odgovori in tudi v bistvu potem najde mehanizme. Skratka, ja, prostor je velik, če gledamo 70% rekreativcev, za vrhunski šport smo povedali, to bo treba sofinancirati, mi se bomo trudili tudi v prihodnosti, pri tem pa bomo morali biti racionalni. Moram reči, da to odprtje raznoraznih centrov je dobro, ker pomeni konkurenca, hkrati pa ne smemo drobiti ravno z vidika tega, ko sem povedal, da so te tehnologije zmeri dražje, zmeri bolj kompleksne. Mislim, da si ena Slovenija ne more privoščiti, da imamo, 50 centrov z merjenjem porabe kisika, ker je to popolnoma neracionalno. In enkrat bi bilo dobro, ob upoštevanju nekega pač možnosti trga in da vsak lahko odpre, da bi pa imeli vsaj z vidika javnih sredstev nek racionalen sistem, kjer bi vrhunske športnike za določene stvari usmerjali v en center, za druge stvari v drugi center in da se tam razvija tako znanje, kot tudi tehnologija. Da pa imamo po 4 centre z isto tehnologijo, ponekod brez znanja, je pa mislim, da neracionalno, ker govorimo o javnih sredstvih. Gospod Perko, OKS ustanavlja oziroma je ustanovil Nacionalni olimpijski inštitut. Verjetno je dosti stvari, o katerih je gospod Štrumbelj povedal, bi mogoče pasali pod to vaše področje. Odkje je v bistvu sploh ta ideja, lahko malo predstavite in v bistvu povete, za katere športnike oziroma za koga je ta inštitut v ideji namenjen? Ja, dober dan vsem skupaj. Najprej bi popravil, Nacionalni olimpijski inštitut še ni ustanovljen, je pa ideja, pa bi sam za začetek mal šel v zgodovino par let nazaj, sem toliko, da osvetlim, kako je ta ideja oziroma veliko so vsi sogovorniki, s katerimi tudi pri vseh teh zadevah skozi zgodovino sodelujemo, govorili. Zdaj, Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez se je bolj aktivno ali pa
aktivno vključil v upravljanje tega dela, o katerem danes govorimo, po letu 2010. Iz enega preprostega dejstva, Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez, kot že ime govori, združuje pač slovenske krovne športne organizacije, ki so v bistvu pristojne za upravljanje svojih panog, ne, ki jih razvijajo, skrbijo za vrhunske dosežke, za vzrastne kategorije in sploh za razvoj. In Olimpijski komitej Slovenije se je pač tukaj kot združenje teh organizacij nekako postavil v vlogo ob seveda dogovoru tistega nekega skupnega uporabnika teh storitev, ki jih potem posamezni športniki v zadnji fazi uporabljajo pri svojem delu. Mi smo upravili pred tem časom malo analize, kako je, pa pregledali literaturo, pa obiskali par okolij, kjer je ta zadeva pač bila na višji organizacijski kot ravni recimo. In takrat smo v bistvu ugotovili, da bi bilo smiselno pri nas podobno zastaviti zadeve na področju vrhunskega športa, zdaj govorim. Pa ne bi zmanjševal pomembnosti, o katerih je govoril dr. Bračič pa dr. Zupetova, ampak zdaj bi samo v tem delu bi se navezal, ne, se pravi za ta del vrhunskega športa. No in takrat smo v bistvu nekako si vzeli za nek model, norveški model, kjer je vrhunski šport na nacionalni ravni nekako centraliziran, ne, se pravi, da ima eno krovno organizacijo, ki v bistvu tako z finančnega kot organizacijskega vidika to zadevo pokriva in je na koncu tudi odgovorna ta organizacijska struktura tudi za uspešnost vrhunskega športa na Norveškem. Na ta model so pač prišli zaradi določenih razlogov in jim je zaradi slabših dosežkov, in ko so to uvedli, se jim je dosti hitro tudi sama uspešnost v vrhunskem športu začela zviševati in popravila na neko višjo raven, in določen del je tudi bil posledica te organizacijske reorganizacije, ki se je upravila. No, seveda mi nismo Norveška, ne, in tudi ni zdaj bil namen, da bi kopirali, ampak si pač predstavili neke dobre prakse. No, in zato smo prišli na idejo, da bi tudi v okviru, samo še to, da je na Norveškem pač ta del njihovega olimpijskega komiteja, tam je nekoliko drugače organiziran, ampak recimo, da je podoben kot Olimpijski komitej Slovenije na vrhunskem športu, kjer je to organizirano znotraj odbora za vrhunski šport. No in takrat smo prišli pač na idejo, da bi tudi znotraj našega prostora ustanovili neko tako organizacijsko strukturo. Nismo se želeli ukvarjati zaradi tega, da ne bi povzročili, ne vem, zapravljanje sredstev takšnih in drugačnih javnih, zasebnih za neke organizacijske velike zadeve, ne, ampak da bi enostavno postavili strukturo, ki bi povezala vse, kar je dobrega pri nas v športu, ne, se pravi strani strokovnjakov, in to združiti v tako imenovanem oziroma imenovanem Olimpijskem strokovnem centru, ki je bil potem tudi formiran znotraj pravil Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez s spremembo leta 2014. No in v tem času do danes, od 2011 do 2017, je ta zadeva organizacijsko oziroma koordinativno, bomo rekli, koordinacijsko bila vzpostavljena in tudi pač vzpostavljena do neke mere, nekaj je že o tem govoril dr. Vodičar, znotraj Olimpijskega strokovnega centra in skozi strokovni svet, kjer so bili združeni strokovnjaki večjih strok, ki smo jih prepoznali, pa tudi drugi jih prepoznajo kot tisti multidisciplinaren pristop k podpori športnikom, trenerjem in tako naprej. To pa so stroke medicine, se pravi še posebej specifična medicina športa, potem kineziologija, jasno, z vsemi motoričnimi cesti in tako naprej, biomehanika, fiziologija, psihologija, specifična za šport oziroma ta vezana na dosežke, potem prehranski strokovnjaki ali pa nutricistika,
Pač združiti te posamezne strokovnjake v neko skupno telo, ki bo nekako koordinacijsko to programe panog, ki so združene v Olimpijskem komiteju Slovenije, najprej v bistvu pregledala, dala neke usmeritve ali pa mnenja, kar pač od panog dobi, in potem skozi izvajalce potem te programe spremljala. Se pravi, kako se v posameznih panogah določene stvari izvajajo. No, tako je bilo organizacijsko zastavljeno glede na možnosti ali pa sposobnosti, ki so pri nas v Sloveniji pač bile takrat možne. Glavni del je bil potem posvečen tudi izbiri nekih standardov, ali pa postavitvi standardov. Tukaj moram reči, da smo nastavili zadevo, vendar jo nismo do konca speljali, mogoče tudi za razlogov, kjer jih je že doktor Vodičar govoril, se pravi standardov, kdo na kakšen način je primeren za sodelovanje pri podpori tega, ker tukaj je bilo mišljeno povezati pač več strokovnjakov, in zdaj jasno, čim se zadeva sistem odpre, je potrebno postaviti neke standarde, zaradi tega, da vemo, kaj dejansko potrebujemo. In tudi tukaj smo nastavili zadeve, na drugi strani smo nastavili zadeve samega poslovanja, se pravi, kako naj bi se program izvajal. In to zdaj že relativno, jaz verjamem, vsaj od panog, nismo imeli uspešno poteka. Ustavili pa smo se na eni točki ali pa na točki, kjer bi bilo pa potrebno v bistvu združevati tako neke ugotovitve, povezovati še bolj uspešno ali pa nazaj, tako kot je že bilo v preteklosti znotraj fakultete za šport oziroma inštituta za šport, se pravi uvajanje te znanosti v prakso in nazaj. In tukaj je bil en del, ki nam je zmanjkal, se pravi del, ki bi sprejemal tiste potrebe, pa spremljal trende specifične za posamezne športe, se pravi čist iz športnega vidika, in jih prenašal te potrebe do strokovnjakov, ki se ukvarjajo s posamezno zadevo, ki bi pač te potrebe prepoznali, razvili ali pa najdli neke modele in potem to nazaj predali v posamezne panoge, trenerjem in uvajali v sam proces vadbe ali kakorkoli. Ob tem bi se ta znanja ali pa vse te zadeve bilo potrebno nekako sistematično spremljati, beležiti v informacijskem sistemu ali pa v neki urejeni zgodbi. Tudi tega nažalost nimamo, ampak imamo zelo razdeljeno, predalčkano. Vem, da dr. Štrumbelj ima svoje podatke za svoje plavalce znotraj panožnega tima, potem vsak ima pač svoje nekje in te stvari niso nekako prišle v tisti del, ki bi v bistvu lahko pomenil tudi neke prenose znanj ali pa prenose za kasnejše generacije ali pa da bi se bolj sistemsko te stvari lahko potem tudi naprej uporabljale in razvijale. In zaradi vseh teh, rečemo, zadev, kjer sem zdaj govoril, da se nam je malo ustavili ali pa zmanjkali, smo pač prišli do ugotovitve, da bi bilo smiselno nadgraditi to organizacijsko strukturo in iti v bistvu obliko inštituta. Nacionalni olimpijski inštitut, ja, to je v bistvu idejna zadeva, zasnovana zdaj z nekimi cilji, ki naj bi jih ta inštitut zasledoval, je pa v fazi priprave in zdaj verjamemo, da se nam bo to pač uspel vzpostaviti do te mere, da bo prinesel rezultate, ki bo, ampak rezultati ali pa cilji, ki jih pričakujemo, so pa te, ki sem jih zdaj omenil. Zdaj sam še za konec naj povem, da je trenutno znotraj Olimpijskega strokovnega centra ali pa je povezanih, koordinacijsko upravlja programe cirka 32 panožnih zvez, mnogo več panog, ker posamezne panožne zveze imajo tudi več panog in je združenih tudi do 40 izvajalcev.
te izvajalci pač izvajajo storitve na posameznih področjah, kjer so eksperti, po določenih standardih, ki smo jih postavili znotraj strokovnega centra in trenutno ta program še vedno teče v letošnjem letu na ta način. Hvala, gospod Bračič, nekaj ste želeli dodati? Jaz bi tole dal repliko. V bistvu tovrstne zadeve v Sloveniji že potekajo, no. Kar zadeva norveški sistem, tudi jaz sem ga kar dosti kopiral, no. Zato mi v bistvu nismo postavili klasičnih laboratorijev za športne meritve, ampak je pri nas trening center. To pomeni, da vsak športnik, ki prije na meritve, takoj po meritvah oziroma naslednji dan opravi tudi demonstracijski trening, se pravi pride da s trenerjem in opravi ta proces treniranja. Zakaj informacije zastajajo med stroko pa med znanostjo oziroma med stroko, trenerji in bom rekel zdaj ne samo fakulteto za šport, tudi ostalimi fakultetami. Problem je, jaz sem tudi sam 5 let delal na fakulteti, če ti 8 ur delaš študenti, ti ne moreš 8 ur delati športniki. Ti lahko zelo dobro raziskovalno delo upravljaš, ampak če ti nisi dnevno povezan v sfero športa, ne treniraš z njimi, se ne pogovarjaš športniki, ne greš z njimi na priprave, ti težko razumeš oziroma najdeš, kaj šport potrebuje, kaj potrebuje trener, katere informacije. Pri nas se pa to dnevno dogaja. Pri nas športniki trenirajo od 7 do 7, tam so tudi trenerji, pripravlja se košarkarska reprezentanca 3 mesece pri nas. Dnevno se treba s trenerji in športniki sestajati, pogovarjati, ne samo o meritvah, tudi izvedbi treninga, tehnični pripravi, vse, kar obstaja v bistvu v tem procesu treniranja. In šele potem lahko dobiš vprašanja, kaj je potrebno raziskovati. Veliko se je delalo raziskav, statističnih in drugačnih, dobre informacije, ampak lahko rečemo, da ogromno teh informacij v športu ali pa športni rekreaciji neuporabnih. Enako v treningu mladih. Zakaj jaz ne vidim potrebe po shranjevanju podatkov? Zato, ker šport gre vsako leto naprej. Mi lahko pogledamo nazaj za Gregorja Cankarja, Primoža Kozmosa, ampak šport se je spremenil. V judu se pravila spreminjajo letno. Ne velja več tisto, kar je bilo lansko leto, IGF ima nova pravila, boks ima nova pravila, skakalci imajo nova pravila. In ta raziskovalna dejavnost mora biti v koraku s športom. Ti imaš 2-3 mesece časa, da imaš nov dres, novo opremo in nove stvari za skakanje. In nimamo časa čakati 2 leti, ker čez 2 leti bo spet druga pravila. Tako kot je rekel dr. Štrumbelj, plavanje je lovljenje milimetrov. Tam res rabiš toliko specifično, sofisticirano opremo, če želiš biti v trendu pa v koraku z rezultati, da noro. V košarki tega ni. Jaz sem hodil po NBA klubih, tam nimajo nobenih stvari za meritve. Ampak imajo tako močno selekcijo, da pač dobijo 12 najboljših igralcev v NBA klub. Goran Dragić se je testiral, pa imamo recimo za 6 let njegove podatke, super. Dobro, on pred 6 leti igra v Olimpiji, zdaj igra v NBA, pri njemu se spremlja v bistvu tedensko, kakšen napredek naredil in v kakšnem stanju je zapustil naš trening center in šel v reprezentanco, to je pomembno. A pa recimo Zoran Dragić, ko si je strgal križno vez, za njega smo imeli 4-letne podatke, takšen si bil pred pripravami za evropsko, svetovno, v tej smeri moramo narediti recimo zdravje in pa pripravo na športni teren, da se boš ti vrnil v reprezentanco ali v klub. In gre čisto za individualni pristop v vrhunskem športu. In mi ne potrebujemo nekih starih zakladnic, podatkov, fajn je pogledati, pa tudi jaz jih imam doma, ampak to je smešno, tako bi gledal Formula 1 pred 10 leti pa danes, isto je vrhunski šport in jaz mislim, da Olimpijski komitej bi moral iti v tej smeri, da bi ne samo centraliziral, ampak spodbujal okolja, ki pristopajo bom rekel, v isti ideji pa v istih informacijah vrhunskemu športu in športu za zdravje, ker vem, da Olimpijski komitej ima ogromno programov športa za zdravje in je treba gledati v tej smeri. Imeti raziskovalno inštitucijo in pa imeti tudi inštitucije, ki so dnevno povezane z rekreativci in športniki, ker tukaj se potem največ informacij dobi, kaj bomo delali pa za naslednjo sezono. Hvala. Sam replika dr. Bračiču, mogoče ni, ali pa je bilo narobe razumljen, jaz pri tem inštitutu nisem imel v mislih raziskovalnega inštituta, in ne raziskav, ker eden od principov delovanja je, da se pač v samem inštitutu po norveškem vzorcu spet, če uporabljajo samo znanstveno preverjene metode in ne raziskujemo zdaj nekaj novih metod in tako naprej,
to je eden od principov, in pa osrednjo polje delovanja je športnik, okoli katerega so pač povezane različne, tako da tukaj mogoče je bilo samo narobe razumljeno, ampak tle ni. Za drugi del še enkrat, se zelo strinjam s programi vezanimi na ta del, ampak zdaj pač tematika je ta, drugače na tistem modelu imamo kar nekaj zadev razvitih, tudi z dr. Zupetovo je pač, ker ravno zdaj pač tema, ne, povezava in sicer pilotski projekt, kjer so kineziologi vključeni v zdravstvene domove, kjer pač izvajajo po njihovem ekspertnem znanju, se pravi povezavo medicine in pač skupin prebivalstva, ki so ali neaktivni ali pa imajo kakšne take bolezenske znake, ki jim dopušča tudi športno oziroma telesno vadbo. Tako da ta del delamo in se tudi dr. Zupetova prek evropske, prek tele aplikacije, ki spremlja, rezultati zelo korektno spremljajo. Tako da te programi se razvijajo, ampak ker je tematika danes pač ta vrhunski šport, nisem to posebej omenil. Je pa pač možnosti seveda več za prenos. Hvala. Gospod Vodičar. Jaz bi samo na kratko, jaz se zahvaljujem dr. Štrumblu, mislim, za zelo dobro in izčrpno diskusijo, ne. In če se nekoliko vrnem, ne, pa da grem stran od tega dejstva, ko smo ga parkrat omenili, znanstveno raziskovalno delo, saj govorimo o strokovno-razvojnem delu, ki se povezuje z znanstveno raziskovalnim ali obratno, dopolnjujeta se, pa vendarle ne je prav, da veste, da projekti ali pa programi, ne, ki naj bi se financirali, so praktično na stopni nič. V zadnjem obdobju smo mi z inštitutom, s programskimi skupinami na ARRS, ki financirajo neke razvojne projekte, čist aplikativen projekt, ne. Konkretno se je nanašal na alpsko smučanje, na smučarske teke, na kolesarje, dobili nič, ne. Mislim, torej se pravi, ne dobimo nič za to samo toliko, ne, saj dr. Štrumbl to ve, ne, ker smo pod istim ministrstvom, ne, Zavod za, mislim, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ne, da tudi na športni strani iz letnega programa športa ni za to namenjeno nobenih sredstev, ali bom rekel, če pa je, so pa sredstva minimalna, ki so nekako dogovorna, ne. Ravno tako je pri Olimpijskem komiteju in zdaj tle pričakovati nek velik strokovni razvoj je najbrž, da izjemno težko. Prej smo govorili o opremi, ne, jaz se popolnoma strinjam, ne, in ko je Blaž rekel, da sodelujemo z 40 različnimi subjekti, ki sodelujejo na meritvah, se vprašam, ali pa smo mi zdravi po pameti, kajti na inštitutu v Münchnu, ki je toliko velik kot Slovenija, ne, ki deluje v okviru Tehnične univerze v Münchnu, ne, imajo en inštitut, ne, pa obladujejo najbrž še kaj več športnikov kot mi ali pa kakorkoli že, ne. Tako da tle je to veliko drobljenje, mislim, najbrž da ni primerno, ne. Primer Leipziga, ne, Leipzig ima svoj inštitut, ki se imenuje IAT, Inštitut za angewandte Trainingschaft, se pravi za praktično spremljanje treninga, ne. Skratka, gre, rekel, za nekaj drugega, vendar študentje, kot je kolega Bračič rekel, ne, pa sodelujejo na meritvah. Morda samo še, kar se tiče opreme, ne, mi vsi želimo imeti, ne, po slovenski navadi, ne, Slovenc, Slovencu, Slovenka, ne, da bomo skregani, dovolite mi, da to povem, ne, vsak svojo opremo. Ta oprema stane določen denar. Koliko se ta oprema uporablja, je pa zdaj druga zadeva. Jaz dajem banalen primer, ne, recimo neka naprava za merjenje ravnotežja, ne, najbrž se to lahko kje v medicini dela, prometa uporablja vsak dan, pa vadijo gor, ne, ampak v športu, ne, tudi lahko, vendar meritve se pa izvajajo 3-krat letno, ne. In zato smo se mi recimo konkretno odločili, da take specifične opreme, ki se manj uporablja, pa če je v Sloveniji, jo ne nabavljamo, zato da vso zadevo nekoliko pocenimo. In to je ta srž in draž. Tle vidim enega kolega, ne, ki bo povedal, da vsaj v zadnjih 5-6 letih, ker nismo imeli dovolj znanj,
ne, in poznavanj in opreme, smo zato poklicali strokovnjaka z Nemčije, prišel je, izvedel meritve, meritve so bile financirane in pridobili smo si neke nove podatke. Istočasno smo se pa tudi mi nekaj iz tega naučili. Skratka, jaz mislim, da, tako kot sem uvodoma povedal, gre dejansko za neko kompleksno vprašanje, ki ga moramo reševati skupaj z Olimpijskim komitejem, Združenjem športnih zvez in pa seveda z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Morda samo še kolegu Bračiču, ne, jaz rekel, tudi spremljam šport in vse stvari spreminjajo, ne, mislim, samo, bom rekel, tako drastično pa zopet ne, da ne bi bila neka baza podatkov ali pa neka baza znanj pomembna za to, kar danes opravljamo, ne. In mislim, da je to še kako potrebno, ne. Jaz osebno pravim, ne, če vemo in če poznamo osnovne podatke, zakaj je bil dosežen nek vrhunski rezultat, potem je to samo naša prednost, ne. Isto kot Boro, ne, jaz se strinjam, ne, da Dugonjić najbrž nima nobenega podatka, ni nobenega podatka ali pa se ni meril, ampak velik je bil 2 metra, a ne. Vemo, da je pa Japonec, ne, ki je pa glih tako dober prsaš, ne, je pa velik 1,80 m, se pravi, vsak je imel nekje neke druge kvalitete v svojih merskih razsežnostih, bom rekel, in tako naprej. In ta individualni pristop je danes čedalje bolj tisti, do katerega prihajamo, gradnja talentov, ne, kolega Bračič se bo spomnil, ko smo delali še skupaj, ko je delal pri nas na inštitutu, smo poskušali dejansko razvijati ta model in jaz sem izjemno ponosen tudi na Olimpijski komite pa na ministrstvo zaradi tega, ker smo sprejeli neke spremembe in smo se začeli dejansko ukvarjati športniki od 14. leta naprej, kjer res lahko pričakujemo, bom rekel, neke verodostojne podatke na tej osnovi. In naj končam še s to miselnostjo, ne. Jaz se strinjam, ne, da lahko k nam hodijo športniki na fakulteto za šport vsak dan trenirati. Ni problem, vendar mi teh sredstev izmeritev ne bomo jemali, ker jih nimajo in je bolj, da mi izmerimo, ne vem, 25 smučarskih tekačev, kot pa da hodita 2 vrhunska tekmovalca trenirati na tekočo preprogo ali pa kakorkoli že, ne. Tako da tle moram reči, da nas čaka še kar nekaj dela, tako na podlagi lastnih izkušenj, tako na podlagi znanj, ki jih pridobivamo iz tujine, na podlagi, bom rekel, nekih znanstvenih dognanj. Jaz upam, da bomo šli najbrž vsi skupaj po neki dobri poti naprej. Gospod Bračič, prosim za kratko repliko, malo nas čas preganja. Zdaj bom rekel tako, se strinjam, 3-krat letno meritve, že to je bilo recimo pred letom 2010 izjemno težko doseči s trenerji in zvezami. Stvari grejo pa naprej. In sicer ogromno športnikov, ki je v procesu, so testirani najmanj 6 do 8-krat letno. Zakaj? Trenerje zanima tudi, kakšen je tekmovalec, ko je v najboljši formi, kakšen je v predtekmovalnem obdobju, kak je, ko zaključi tekmovalno sezono. Vsi ti podatki so pomembni, ne samo takrat, ko je v pripravljalnem obdobju. Enako je za rekreativca. Ne? Pomembno je sistematično merjenje in recimo vsak proces vadbe ali pa treninga vrhunskega športnika se začne z določeno diagnostiko. Mi želimo imeti določene informacije, zato pa smo raziskovalci, pa bom rekel diagnostiki in podobno in zdravniki. Ampak potrebno je tudi sistematično spremljanje, ne samo zdaj pa pridi čez pol leta. Ljudje želijo tudi informacije, na kakšen način bom pa jaz spremenil te številke. In tukaj je to ekspertno delo, na katerem mislim, da moramo dati več poudarka. Mi imamo ogromno vrhunskih trenerjev v Sloveniji, ampak manjka nam pa vrhunskih bodočih mladih trenerjev, na katerih moramo pa ogromno delati. Vemo, da je šport vedno bolj, bom rekel, podhranjen finančno, da se ne da več toliko trenerjev po klubih zaposlovati, da trenerji odhajajo v rekreacijo, v turizem, bom rekel tudi v obrtniške poklice, ogromno je takih. In te kvalitetne mlade je potrebno obdržati v športu. Kako bomo to naredili? Že imamo vzvode, smo imeli nacionalne trenerje in podobno, ne? Ampak treba jim je dati tudi znanje. Se pravi, da lahko nadgradijo to, da bojo enkrat res vrhunski, nadomestili tudi trenerje, ki so bili izjemni
Potrebujemo tudi nove trenerje, ne samo nove športnike. Ne. Hvala. Hvala. Jaz verjamem, da bi lahko debata trajala še precej časa, bi pa na tej točki pozval goste, če ima kdo kakšno vprašanje, pripombo, dopolnilo, idejo. Prosim. Nobenega vprašanja? Niti ne toliko vprašanje za omizje, no, kot pa mogoče bom kar Andreja Jelenca izval, recimo šport, koliko ste zadovoljni, kaj pogrešate, kaj je tisto, tukaj poslušamo neko teorijo o tem, kaj bi mogli biti, pa mogoče, recimo, kaj pa tisto, kaj vam manjka, oziroma a ste popolnoma zadovoljni z vsem upravljanjem tukaj? No, jaz bi se tukaj strinjal marsičem, kar je bilo povedanega strani omizja, tako z Mitjo, ki je rekel, da dejansko rabimo dnevno spremljati športnike na njihovi poti, ampak to, vsaj bom rekel, v našem športu imajo posamezni trenerji dosti dobro vzpostavljen svoj sistem nadzora športnikov, v katero smer njihov program poteka. In zdaj mogoče imamo mi smolo, ker na inštitutu ali pa tudi drugih, bom rekel, centrih, ki izvajajo to športno diagnostiko, nimamo specialistov, ki bi poznali šport, kar je Janez že prej ugotovil, da če hočeš dati verodostojno interpretacijo nekih meritev, moraš vedeti, v katero smer mora potem športnik na osnovi tistih rezultatov, ki so pridobljeni iz meritev, iti, ne. In tako da se včasih tudi ne poslužujemo toliko meritev, kot bi si jih mogoče želeli, ker pač teh podatkov nismo pridobili in smo potem, se sami trenerji niso bili pripravljeni več preko udeležiti svojih športnikov meritev zaradi meritev. Po drugi strani pa trenerji sami verjetno včasih nimajo toliko časa, da bi skupaj s strokovnjaki, ki meritve izvajajo, potem, ne vem, njih nekako učili ali pa skupaj prihajali do nekih tistih dognanj, kaj bi bilo treba delati in vzpostaviti nek sistem potem tudi svetovanja športnikov in trenerjev na osnovi meritev, ki so pridobljeni. Zaradi tega smo se, mogoče Janez mislil mene, ko je omenil strokovnjaka iz tujine, ne, mi smo večkrat poslužujemo tega, da poskušamo pripeljati pač neke strokovnjake, ki so nam na voljo, ne, ker včasih imajo tudi oni zvezane roke, ker so pogodbeno vezani na tuje ekipe, pa jim ne dovolijo tega svojega znanja prenašati v tujino, da smo jih že pripeljali in da smo upravili z njimi meritve, da smo si potem pomagali tudi nekoliko s tujim znanjem. Tako da vsekakor zdaj kot predstavnik panožne zveze si želim, da bi bilo tega sodelovanja na področju meritev več, ker je, mislim, da je to pravo smer in tudi, da neki podatki iz preteklosti lahko zelo koristijo pri razvoju mladih, kako jih usmerjati naprej, da dobimo neke podatke, nek model uspešnosti, kot je bil tudi že omenjen. Mislim pa, da je ravno zaradi tega, ne vem, področja mogoče specifike tega sodelovanja, saj z naše strani manj, kot bi si ga pa mogoče tudi mi želeli. Kristjan, lahko samo eno vmes, ne. Hvala, Andrej, ne. Mislim, mi z Andrejem res odlično sodelujemo, ne, in dejansko iščemo rešitve, ne. Pa vendar moram Andreja, ne, mehko dopolniti, ne, da smo opravili eno izjemno dobro meritev, ne, tik pred svetovnim prvenstvom za spustaši z Masletom, če se spomniš, ne. In mene vedno to impresionira, da so tisti podatki, ki smo jih delali na terenu, se pravi na Bledu, ko je šel doktor Ušaj na te meritve, so se potem tudi pokazali kot verodostojni na tekmovanju, ne. To je tisto, kar želiš, ne. In Mitja tudi dobro ve, ne, da sva medva, ko sva še sodelovala, dejansko bazirala in rekla, dajmo delati to primerjavo pa izkušnje prenesti iz laboratorija na teren. Morda bi jaz izval tamle dva moja kolega, ki sem jih danes osebno sem povabil, ne. En je doktor Supej, ne, ki sodeluje z Švedi že zelo dolgo
in predvsem na področju alpskega smučanja, drugi je pa Samo Ravter, ki pa dela s kolesarji in je ravno zdaj zaključuje projekt, se pravi primerjave testa v laboratoriju z testom v naravi na pisti s kolesarji. Pa morbiti kakšno izkušnjo od vaju dveh. Prosim pa za kratko repliko. Janez, bom rekel mogoče hvala za besedo ali ne hvala za besedo. Kakorkoli izvan sem bil, te bom še jaz malo dopolnil, ne. V bistvu sodelujem z 9 različnimi državami oziroma saj verjetno veš, da z inštitutom sodelujemo z 9 različnimi državami, za katerimi smo opravljali testiranja v alpskem smučanju po tekih na smučeh v laboratoriju za biomehaniko. No, mogoče res največ pa sodelujem s Švedi zadnjih 10 let. In izkušnja, ne, ki je na Švedskem, ne, je zelo jasna. Tam je pravzaprav švedski olimpijski komite v popolnosti sfinanciral olimpijski center, zimski olimpijski center v Estersundu in približno po 2 letih poslovanja so pravzaprav ugotovili, da tak olimpijski center ne more eksistirati pod okriljem v bistvu olimpijskega komiteja in so ga podarili univerzi, zato ker je univerza pravzaprav edina po njihovem mnenju bila zmožna tak center voditi tako kadrovsko, tako finančno, tako z vsemi ostalimi resursi, da te zadeve lahko nekako normalno potujejo. In tam je približno v tem inštitutu danes zaposlenih redno 15 ljudi, skupaj jih je približno 45, kjer so tisti, bom rekel, zunanji strokovnjaki iz drugih področjih, iz drugih laboratorijev, inštitutov, zaposleni delno na njihovem inštitutu in na tak način pravzaprav poskušajo v najboljši meri pomagati športnikom. In obstaja ena velikanska prednost take ureditve in to je pravzaprav zares celostni pogled športnika skozi vse različne discipline. Jaz sem tudi tam živel nekaj časa in v tem inštitutu delal, zato dobro, zelo dobro, pa zelo blizu poznam, kako te stvari funkcionirajo in to dejansko omogoča, da se vsi strokovnjaki z različnih področij usedejo skupaj za isto mizo v isti hiši, predebatirajo vsakega športnika in podajo informacije. In to je seveda z naskokom najbolj učinkovit sistem delovanja, kar sem jih jaz pravzaprav videl. Pa ne bom rekel, da je v resnici unikum, saj če ste prej govorili o norveških sistemih, je zadeva zelo, zelo podobna, prav nič drugačni. V Oslu, kjer imajo olimpijski center, je sosedna hiša od univerze, v Trondheimu, kjer so naredili nov olimpijski center, je ravno tako povezan z univerzo v Trondheimu, tako da te stvari so zelo običajno take, zato ker se izkaže, da je pravzaprav to edini način in to v državah, ki so finančno bistveno močnejše od ene Slovenije in populacijsko večje. Tako kot je prej dr. Štrumbol povedal, je to seveda ta prava pot in tudi v skladu s tem, kar je prej gospod Perko nakazal, v kateri smeri se išče rešitve. Kakšne drugačne rešitve so možne res v velikih državah. Poznam recimo primer v Ameriki, tam imajo pač čisto ločen olimpijski center, ki je čisto ločen od tega financiran, samo mi si pač verjetno v nobenem pogledu za eno tako državo ne moremo financirati. Hvala. Ja, glede na to, da sem bil izvan, da pač povem glede samega projekta v zvezi s kolesarji, bi povedal, da je pravzaprav v športu in v diagnostiki zelo pomembno, da se vse skupaj prenese v realne okoliščine in to pač smo skušali s tem, da smo posameznike, ki so kasneje tudi dosegli določene uspehe na svetovnem prvenstvu, jim enostavno pomagati s tem, da smo jih v laboratoriju in na pisti potestirali in jim na ta način omogočili kvalitetnejše podatke, da so potem jih tudi uporabili na samem tekmovanju. Pravzaprav rezultati so pa, sami veste, da bili zelo uspešni. Lahko samo en komentar na dr. Supeja oziroma globoko strinjanje. V 25 letih vodenja panožnega tima mi samo en san ni uspel. To pa ne vem, ali je to stvar slovenske mentalitete ali ne vem, kje je razlog
temu in bi bilo za videti, kje je razlog, in sicer to timsko delovanje. Jaz sem si zmeri želel, da bi se usedli recimo za vsakega plavalca trener, svetovalec za prehrano, svetovalec za moč, svetovalec za ne vem, funkcionalno testiranje in vse, bi dali vse podatke na mizo in rekli, trening je bil opravljen to, se pravi, zažljaj je bil tak, tako se je odzval na zažljaj in takšni so bili rezultati. To ponekod v nekaterih državah uspeva, recimo če govorimo o plavanju v Italiji, pri nas nikakor ne uspe. Mislim, da bi bila to prava usmeritev. Zakaj nam uspe, pa ne vem, bi mogoče tudi fakulteta morajo narediti raziskave, je to v ljudeh, a je to v znanju trenerjev, ki včasih se bojijo pokazati, da nimajo nekega neznanja, ne? Pa mogoče bi še to rekel, zopet ta mistifikacija testiranj, kar mi ni čisto všeč, čeprav razumem ljudi, ki se s tem ukvarjajo in tudi živijo od tega. Mnogi smo sodelovali z zelo veliko športniki. In potem, ko je nekdo uspešen, se vsi pokažejo ali pa se želijo pokazati, to je moja zasluga, ker sem bil zraven. Pri vseh neuspešnih, ki jih je veliko več, se pa nekako skriješ, to je stvar trenerja in športnika. Jaz mislim, da če bi malo Petra Mankoča, ko vemo, kakšne rezultate je dosegel, on je enkrat izjavil, da je 98% rezultata, tako je pač izjava njegova, ga citiram, stvar športnika in trenerja, 2% pa vsega ostalega. Ampak zdaj, ne, če pa zdaj to pogledamo, kaj to pomeni, ta 2 dodatna odstotka vseh svetovalcev, in če je rezultat 100 sekund in da nekdo je 2 sekundi slabši, v plavariji to pomeni, da si 30. Se pravi, dejansko rabimo te time, potrebujemo testiranje, potrebujemo spremljanje in hkrati moramo biti vsi pošteni do celotnega sistema, dati svojo vrednost, se spoštovati in reči, ja, tukaj je bilo zelo. Jaz vem, da tukaj sedi poleg mene še nekdo drugi, ki je zelo zaslužen za medaljo Sare Isakovič. Zakaj? Ker se je tisto leto vključil v sistem, delal zelo dobro, tudi rezultati so pokazali, ampak še enkrat, Sara je bila zelo predvidljiva, medtem ko mnogi športniki pa niso. In mi, ko damo dražljaj, v bistvu, če bi dali zdaj enak dražljaj vsem nam v sobi, bi se vsi drugače odzvali. V vrhunskem športu se bo mlad športnik, veliko bolj mnogi, izpadejo guruji, če daš ti nekomu na začetku neko moč, pa šele prvič začne delati, bo zelo napredoval, pol pa ne bo več. Zato mi rabimo sistem in predvsem rabimo sistem spremljanja športnika, se učiti od njega in mu svetovati za naprej. Trenerju, ki dela vadbo, ki je najbolj odgovoren, športniku omogoča, da nima poškodb, ker tudi do tega prihaja in vse tukaj lahko različna testiranja pomagajo. Ne? In še mogoče ena stvar, ne? Mnogokrat se sprašujemo, zakaj je slovenski šport tako dober, pa če zdaj na tej funkciji se tudi moram. Mislim, da tudi zato, ker smo majhni in pravzaprav zanimivo, enkrat sem bil vsi arabski dekani fakultet so se zbrali in sem imel pač to čas, da sem bil izbran za predavatelja in so se oni potem začeli kregati, da ni naloga univerze, da sodeluje v procesu vrhunskega športa, ampak da naloga univerze, da samo raziskuje. Pri nas pa mislim, da imamo to posrečeno, mogoče zaradi majhnosti, ker v velikih državah ni zmeraj tako tudi, da imamo združeno, da ljudje s fakultete so zelo involvirani tudi v šport, v športne zveze, preko deljenja znanja. Zdaj, Mitja bi mogoče popravil, nekateri so zelo v športu, nekateri niso pa nič. Tudi tukaj treba zmeri gledati od športa do športa, od primera do primera. Ampak predvsem bi si pa želel, da bi te time pa res ustvarili. Včasih smo že malo začeli delati, ko so bili ti panožni strokovnjaki, nažalost zdaj v tem trenutku sredstvo, da bi rekli, to so panožni strokovnjaki, ki skrbijo. Nekatere zveze to imajo, nekatere nimajo. Dobro bi bilo, da bi ta sistem uveljavili in potem ta sistem timom. Hvala. Gospod Perko, gospa Zupet, na kratko, prosim. Ja, ne, sem sam hotel povzeti tale del, ki je bil prej. Pač mi vidimo enako smer, ne, se pravi, da se bodo te ljudje za skupno mizo usedli, ne.
različni strokovnjaki in kot rečeno smo poskušali tako skozi zadnjih toliko let to vzpostaviti, pa nam ni čisto ratalo, da bi rezultati teh ljudi, ki za isto mizo sedijo, bili toliko. Zato je ta ideja v inštitutu usmerjena točno v to smer, ne. Vedno so pa problem pol pač sredstva in kako to sfinancirati in ta del je v bistvu v Sloveniji dosti tipičen, no, da je to pol tisti del, ki se zatakne in zato smo tudi sledimo namesto, da bi vodili, no, pač drugim državam. Tam hitro zamenjajo stvari, probajo, ne gre, zamenjajo, pri nas pa pač se dalj časa menimo, da je pol mogoče že prepozno, ne, ali pa ne vem kaj. Včasih je pa tudi dobro, ne, ker se izkaže, da kaj ni uspešno. Hvala. Jaz sem hotela čisto na hitro komentar, ker se zelo strinjam. Nismo predvidljivi, nobena oseba ni predvidljiva oziroma nekateri bolj, nekateri manj. Naše znanje bo šlo v prihodnosti ravno v to smer, da bomo znali ugotoviti in mora iti to iskanje znanja v to smer in v tujini gre, kdo bo med responderji na določen stimulus in kdo ne. Takrat bomo lahko v bistvu pa še toliko bolj uspešni. Ampak čistko malo mogoče za konc, kot moja zadnja misel, ki si rekel, zakaj smo Slovenci toliko uspešni. Kaj mi je prišlo na misel? Pa to ni strokovno zdaj. Ko sem brala knjigo od Ronalda, neka taka vizija, za kako vzgajati otroka, prišla naprej. Zakaj je uspešen? Vedno je bil pred vsemi ostalimi na treningu in vedno je ostal, ko so že vsi šli domov in še vedno treniral. Mislim, da razumete, kaj sem hotela povedati. Hvala. Jaz bi na tej točki debato zaključil. Hvala vsem, da ste se vzeli čas in se udeležili. Bomo pa zadevo spremljali naprej in mogoče še kdaj spregovorimo o tem. Hvala.